tudi seksati je treba veliko. Če te zanima, kako izgubiti maščobo, potem upoštevaj 5 nasvetov, ki ti jih bom sedaj povedal. Prvi med njimi je, da znižaš kalorijski vnos. To seveda vsi vemo, ampak dostikrat tega ne upoštevamo. Saj velikokrat mislimo, da je dovolj, da jemo zdravo hrano, da jemo doma pripravljeno hrano, ampak hitro pozabimo, da tudi zdrave hrane lahko hitro preveč. In tukaj moramo biti pozorni, če ne gre drugače, da si enostavno naredimo seznam in nekaj dni spremljamo, pišemo, koliko pojemo in koliko porabimo. Zakaj je še to pomembno? Zaradi tega, ker z zmanjšanjem kalorijskega vnosa in z zmanjšanjem števila obrokov, tukaj bodimo predvsem pozorni na to, da izbrišemo vmesne obroke, dosežemo to, da umirimo prebavni trakt in mu damo čas, da zadiha. In zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker prebavni trakt je jedro našega zdravja in vitalnosti in samo takrat, ko bo prebavni trakt v redu, bo vnetje v telesu nižje in bomo dosegli stanje, v katerem bomo sploh sposobni izgubljati maščobo. Druga točka je, ohranjaj mišice in izgubljaj maščobo. Kaj to pomeni? To pomeni, da vedno delaj zraven vaje za ohranjanje oziroma pridobivanje mišične mase. Seveda takrat, ko boš v kalorijskem primanjkljaju, ne boš mogel pridobivati mišic, ampak boš sporočal telesu, naj ohranja mišice medtem, ko boš v kalorijskem primanjkljaju, in mišice so največji porabnik kalorij, zaradi tega bodo dosegle dodatno porabo in seveda preoblikoval boš telo tako, kot si ga želiš. Ne želiš si imeti namreč mlahega telesa z veliko maščobe in manj kilogrami, pač pa čvrsto in lepo izoblikovano telo. Kaj moraš pri tem paziti? Pri tem moraš paziti, da zaužiješ dovolj beljakovin. In tukaj je tista zelo pomembna točka, vsaj 1,6 grama beljakovin na kilogram telesne teže. To je pomembno, saj boš s tem zelo enostavno dosegel tudi to, da bo tvoj apetit nižji in boš lažje ustvaril kalorijski primanjkljaj iz prve točke. Tretja točka pa se imenuje NEAT s pikami vmes. Kaj pa to pomeni? To je angleška kratica in pove v bistvu to, da povišaj svojo porabo kalorij za termogenezo, kadar ne treniraš. Kako pa to dosežeš? To dosežeš v bistvu tako, da se navezuješ na prejšnjo točko, da ohranjaš čim več mišic, ker mišice veliko energije porabijo in ustvari tudi veliko toplote, za kar boš ti porabljal kalorije. Ampak kaj so pa še tiste aktivnosti? To pa so klasične, se pravi, da veliko hodiš, da na primer parkiraš nekje daleč, zato da malo več hodiš, kot bi sicer, da tam, kjer je možno, greš po stopnicah namesto z dvigalom, da plešeš, da poješ, da se veliko igraš, da delaš vsakodnevne aktivnosti, tudi seksati je treba veliko. Četrta točka pa je tista, na katero resnično mnogi pozabimo ali pa celo ne vemo za njo, to pa je, da optimiziramo naš proces razstrupljanja. Zakaj? Zaradi tega, ker naše telo je v bistvu sposobno izločiti določeno količino strupov. In strupi nastajajo v telesu samem ali vstopajo v telo iz okolja. In ko jih mi ne moremo zadosti izločiti, se le-ti nakopičijo v maščobo. Kaj se pa potem zgodi, ko mi začnemo z izgubljanjem maščobe? Takrat vsi ti strupi iz maščobe, dodatno pridejo v naše telo in zraven tistih, ki že nastajajo in tistimi, ki še stopajo iz okolja, dodatno obremenijo naš proces razstrupljanja. Takrat pride samo do nečesa. Če naš lijak ni večji, da bi lahko vse skupaj izločili, enostavno zabašemo svoje telo, po domače povedano, in takrat zbolimo. Veliko ljudi enostavno po 1 ali 2 tednih dietiranja zboli zaradi tega, ker preobremeni svoj proces razstrupljanja in preobremeni svoj imunski sistem. Zato pazimo na razstrupljanje, se pravi pomagamo jetrom, pomagamo prebavilom, zato da bosta druga in tretja faza resnično dobro usklajeni in bodo strupi iz telesa iztekali tako, kot morajo. 5. točka, zadnja točka pa je tista, da daš slabe občutke na stran in da slediš temu, kar si zadal. Namreč velikokrat našo izgubo maščobe ubijejo zunanji dejavniki, ko nam pride kdo povedati in nam reče, joj, kak slabo, zdaj pa ti že zgledaš zaradi tega, ker si že preveč shujšal ali shujšala in ti že vse visi dol, kaj bo narobe, kaj si kaj bolan. Tega ne poslušati. Poslušaj sebe, to, kar si zadal in temu sledi. Ne govorim, da bi morali shujšati
v skrajnosti, ampak če si zadal, da hočeš izgubiti 10 kg in si jih shujšal do zdaj 5, pa jih želiš še 5, vztrajaj do konca in doseži tisto, kar si zadal.